Tropski gozdovi in njihovi lastniki s svojim gospodarjenjem zagotavljajo številne ekosistemske storitve. Zagotavljanje le-teh pa je zaradi podnebnih sprememb oteženo in zahteva od lastnika prilagajanje pri gospodarjenju z gozdovi. In zato se nam postavlja vprašanje, kdo so lastniki gozdov in kako se pri gospodarjenju z gozdom prilagajajo na podnebne spremembe. Ali ste vedeli, da je skoraj vsak četrti prebivalec Slovenije tudi lastnik gozda in da je Slovenija tretja najbolj gozdnata država v Evropi? Naši gozdovi, ki predstavljajo največje naravno bogastvo, pa so vse bolj ogroženi zaradi podnebnih sprememb. Te so najbolj vidno kažejo v vse pogostejših naravnih ujmah. V zadnjem desetletju je slovenske gozdove prizadelo več ujm, in sicer katastrofalen žledolom v letu 2014, obsežen vetrolom v letu 2017, največji gozdni požar v letu 2022 in obilne padavine ter poplave v letu 2023. Ujmam navadno sledi porast bolezni in škodljivcev gozdnega drevja, predvsem prenamnožitev podlubnikov. Zato so ujme, ki so prizadele gozdove, resno opozorilo, da bodo prilagoditve pri gospodarjenju z gozdovi nujne. V sklopu projekta Learn for Climate smo proučevali, kako se lastniki in upravljalci gozdov odzivajo pri gospodarjenju z gozdovi na vse pogostejše naravne ujme, ki so posledica podnebnih sprememb. Podatke o lastnikih in upravljalcih gozdov smo pridobili s pomočjo ankete in fokusnih skupin. Lastniki gozdov so zelo raznolika skupina ljudi. Imajo različne sociodemografske in pa ekonomske značilnosti. V tej raziskavi pa smo našli 4 različne tipe lastnikov gozdov. Prvi so večnamensko usmerjeni lastniki gozdov, ki pri gospodarjenju iščejo ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in ekološkimi funkcijami gozda. Drugi so naravovarstveno usmerjeni lastniki gozdov, ki pri gospodarjenju z gozdom sledijo naravovarstvenim načelom in izvajajo minimalne posege v gozd oziroma z gozdom ne gospodarijo. Ekonomsko usmerjeni lastniki gozdov vidijo gozd predvsem kot vir lesa in prihodka. Ti v gozdovih izvajajo intenzivno sečno gozdnega drevja in vidijo ekološke funkcije gozda kot omejitev pri gospodarjenju. Tradicionalno usmerjeni lastniki gozdov pa gozd vidijo predvsem kot del ohranjanja družinske tradicije in pridobivanja lesa za lastno rabo. Te gozdovi so bili v preteklosti pogosto poškodovani po ujmah. Tudi danes še zmeraj velik del vsakoletne sečnje predstavlja sanitarna sečnja, ki je pač zahtevna z vidika organizacije, hkrati pa tudi pomeni določen izpad dohodka, zato ker pač nimamo vpliva na dotok lesne mase na trg. Zdaj, mi se pri gospodarjenju z gozdovi zelo držimo gozdno-gospodarskih načrtov, vsega, kar pač predpiše Zavod za gozdove Slovenije. Hkrati se zavedamo, da je treba krepiti mnogonamensko sonaravno gospodarjenje z mešanimi gozdovi, tako da čim bolj ohranjamo stabilnost, odpornost, tako da bodo tudi gozdovi v bodoče bolj odporni na te ujme. Zdaj, po teh ujmah smo začeli z večanjem deleža listovcev tam, kjer lahko. Razmišlja se pa tudi o uvajanju drugih vrst iglavcev, ne samo smreke. Želimo si predvsem jelkov, ki se naravno težko pomlajuje. Razmišljamo pa tudi o kakšnem vnašanju tujerodnih vrst, ki so se pač že izkazale v preteklosti ali pa v tujini. Zavedam se, da podnebne spremembe spreminjajo počasi naše gozdove, ampak ker les iz gozda uporabljam ne za lastne potrebe, se pri tem ne prilagajam podnebnim spremembam. Pri gospodarjenju sledim predvsem navadam in pa znanju naših prednikov. Moja skrb pa je, da ohranjam naše gozdove, da jih bodo lahko izkoriščale tudi naše naslednje generacije. Kot smo lahko slišali, se lastniki zavedajo podnebnih sprememb in naravne ujme so tako rekoč stalnica pri njihovem gospodarjenju z gozdovi. Pa se vrnimo na začetek in odgovorimo na vprašanje, kdo so lastniki gozdov in kako se pri gospodarjenju z gozdovi prilagajajo na podnebne spremembe. Slovenski lastniki gozdov so zelo raznolika skupina in posledično se različno spopadajo s podnebnimi spremembami. Naši gozdovi bodo lahko v prihodnosti zagotavljali številne ekosistemske storitve le, če bodo lastniki se pri svojem gospodarjenju prilagajali. Pogled v lastnikov in upravljalčeve odzive na podnebne spremembe pri gospodarjenju z gozdovi je pomembno. Le to omogoča, da politični odločevalci in stroka pripravijo ukrepe, kateri bodo prilagojeni na posamezne tipe lastnikov in bodo upoštevali njihove cilje in način gospodarjenja z gozdovi.